Jutranja homilija, ki jo je papež Frančišek imel med mašo v domu svete Marte, je govorila o navezanosti na bogastvo. Jezus ne obsoja bogastva kot takega, je zatrdil sveti oče, obsoja pa navezanost na bogastvo, ki ločuje družine in povzroča vojne. Izhajal je iz današnjega evangelija, ki govori o nabiranju zakladov ter spodbudil k dajanju miloščine. Navezanost na bogastvo je idolatrija, je zatrdil papež Frančišek in spomnil, da ne moremo služiti dvema gospodarjama, služi se ali Bogu ali bogastvu. Jezus ne nasprotuje bogastvu kot takem, ampak posvari pred polaganjem lastne varnosti v denar, ki lahko iz zverstva naredi zavarovalniško agencijo. Poleg tega navezanost na denar ločuje, kar pravi tudi evangelij, ko govori o dveh bratih, ki se prerekata o dediščini. Pensiamo noi quante famiglie conosciamo che hanno litigano. Pomislimo, koliko družin poznamo, ki so se prepirale in se prepirajo, ki se ne pozdravljajo, se sovražijo zaradi dediščine. To je samo eden od primerov. Ni najbolj pomembna ljubezen v družini, ljubezen med otroki, brati, starši, ampak denar. In to uničuje, je razlagal papež in zatrdil, da tako prihaja tudi do vojn. Je nek ideal, a zadaj je denar. Denar preprodajalcev orožja, denar tistih, ki se okoriščajo z vojno. Gesù è chiaro, fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia. Jezus pa je jasen. Bodite previdni in se držite daleč od vsakega pohlepa, ker je nevaren. Pohlep nam daje občutek varnosti, ki ni resnična. Lahko sicer moliš, hodiš v cerkev, a po papeževih besedah se navezanost srca na koncu slabo konča. Prosimo Gospoda za milost, da bi bili svobodni od te idolatrije, navezanosti na bogastvo. Za milost, da bi gledali njega, ki je zelo bogat v svoji ljubezni in zelo bogat v svoji velikodušnosti, v svojem usmiljenju. Za milost, da bi pomagali drugim z dajanjem miloščine in to tako, kakor dela on. Tudi Jezus Kristus, ki je bil enak Bogu, se je nečemu odpovedal. Ponižal se je, izničil se je. Tudi on se je odpovedal.